Taboriščni taruk, maj 1945. Taboriščni taruk je nastal maja 1945 po osvoboditvi taborišča Alah, podružnici nemškega koncentracijskega taborišča Dachau. Avtor taruka je slovenski arhitekt in slikar Boris Kobe, ki je izvirno umetniško delo ustvaril med pričakovanjem povratka v domovino. V kompletu 54 kart, narisanih s tušem in barvnimi svinčniki, je umetnik vizualiziral svojo pot skozi taborišče. Sprejemni postopek ter prizore vsakdanjega življenja internirancev, kot so počitek na pogradih, hranjenje, umivanje, osebna nega, obiranje uši, kopanje rovov, teror nad interniranci in podobno. Med podobami odločilnih kart, Pagata, Monda in Škisa, pa izstopa predvsem najmočnejša karta. Škis prikazuje človeško neizprosnost in kruto naravo. Posebnost kart je, da z njimi ni mogoče igrati taruka. Pikovo in križevo desetico je Kobe upodobil kot asa, kar razlagajo kot namerno napako, s katero je hotel odvrniti od igre morebitne kvartopirce. Nasrčev as se je srčno tudi podpisal. V angleščini, kot bi šlo za izvozni artikel, je pripisal: Printed by Kobe Boris, number 142841, KZ Alah. S čimer je poudaril, da so bili jetniki v taborišču povsem razčlovečeni. Bili so le številke.